Zakaj rolkanje oziroma skejtanje? Skejta sem začel, ker je moj brat začel. Pa tudi takrat je bilo zelo popularno, vsi so skejtali. Potem se jaz vzel odklem na skejt in tako se je začelo. Zdaj pa on je nehal, jaz pa še ne. O čem razmišljaš med skejtanjem? Pri skejtanju je res za mene tak fokus, ko ni nič druga, samo ne vem, kar si zamisliš, nek trik ali pa neko kombinacijo. Teda to se mi zdi največja vrednost, da odmisliš vse ostalo. Zakaj poklic fizioterapeuta? Fizioterapeut delom mi je bilo zanimivo zaradi vseh potencialnih pa tudi dejanskih poškodb, ko sem jih imel zaradi skejtanja, pa so jih drugi imeli. In tudi proces rehabilitacije, okrevanja in da si lahko ti del tega procesa, da mu pomagaš priti nazaj do nekih sposobnosti, ko jih je izgubil, se mi zdi nekaj posebnega. Kateri je tvoj najljubši del človeškega telesa? Rekel bi koleno. Koleno bi rekel, zato ker sem imel poškodovanega in zdaj vidim, kakšna je funkcija in kak vpliv ima na gibanje celega telesa. Opiši rdečo barvo, naprimer komu, ki je slep. Rdeča? Najprej me spomne na kri. Teda bi rekel tak občutek, tako da občutek ovine, mogoče zaradi okusa. Teda na tak način bi mu predstavil. Zakaj bereš oziroma hodiš v knjižnico? Knjige pa knjižnica na splošno je tak prostor, kjer vsak lahko dejansko najde nekaj, kar ga zanima. In je tako ena dokumentacija vsega, ali znanja, ali nekih del, ko jih je nekdo napisal, in od zgodovine do najbolj modernih. Teda knjižnica je res mi všeč zaradi tega, ker ti lahko priješ tja z eno idejo ali pa čist brez in najdeš nekaj, kar te zanima. Zakaj je bralna značka za odrasle? Bralna značka je kot en izziv, se malo prisiliti, mogoče v branje enih knjig, ko jih drugače sam ne bi nikoli zbral. To, da je nekaj takega, kar sam ne bi posegel, ampak če pa je nek seznam, pol si pač z njim omejen. Če bi lahko do konca življenja poslušal samo eno pesem, katera bi bila? Samo ena, da bi kako klasično glasbo zbral, nekaj takega, brez besedila, da je samo ena taka lepa melodija, nekaj klasičnega. Kateri kozmetični izdelek si? Jaz, kozmetični izdelek. Ko se ne poznam, ne vem, ti bi rekel gel za brke. Vosek za brke. Če bi lahko potoval skozi čas, bi šel nazaj v preteklost ali v prihodnost? Mogoče bi šel rajši v preteklost. Ja, rajši v preteklost, zato ko je prihodnost tako neznana. A v kjer čas bi šel? Kam bi šel? Mogoče bi šel v eno tako industrijsko Anglijo, takrat, ko se je vse začelo, da bi se prvi pelal ali s parnim strojem ali pa kaj takega. Krasno. Janez Kars, hvala lepa. Hvala. Kozmetični izdelek. Kje so se to spomnila? Sjelar.